Kakšne so novosti pri opremi kuhinj? Ste se kdaj spraševali, za kakšen stil in barvo kuhinje se običajno odločajo Slovenci? Več o kuhinjah v nadaljevanju. Je dom brez kuhinje sploh še dom? Doma pripravljen obrok in skupno obedovanje z družino številnim pomenita najlepši del družinskega življenja. Gospa Nataša, koliko različnih kuhinj imate razstavljenih v salonu Lesnina? Približno okrog 100 različnih blagovnih hišnih znamk, kot so Dieter-Kohl, Novell, Selina, Velnova, Contessa, pa še kakšna bi se najdla. Gospa Nataša, jaz pridem k vam, imam željo imeti novo kuhinjo. Kaj vi potrebujete od mene, da mi lahko pomagate? Kot prvo, nekako vaš življenjski stil, slog, kakšno izvedbo bi želeli imeti, načrt, tloris in potem štart. Za lažjo predstavo, kako je videti nova kuhinja v izbranem prostoru, imajo v salonu Lesnina na Brdu 3D sobo. S posebnimi očali se lahko sprehodite po načrtu kuhinje. Sledijo brezplačne izmere prostora na domu. Da pa bi tudi montaža nove kuhinje potekala brez težav, lahko Lesnina poskrbi za dostavo in montažo ter priklop aparatov. Poleg tega imamo možnost pri nas iz kuhinj izpeljevati oziroma iz ostalega asortimana tudi dnevne sobe, spalnice, kopalnice, predsobe, ker so zelo močni programi, tako da lahko stanovanje oziroma hišo opremimo popolnoma v enakem stilu. Pri načrtovanju kuhinje moramo upoštevati velikost in obliko prostora. Največ površin potrebujemo za pripravo hrane. Zanemariti pa ne smemo niti zaporedja kuhinjskih elementov in gospodinjskih strojev. Pravilna postavitev nam bo omogočala pripravo hrane brez odvečnih gibov in korakov, s tem pa bomo povečali svojo učinkovitost in hkrati skrajšali čas priprave. Novitete so tele shrambne izvedbe, torej tudi spet soft zapiranje tudi predalov, višina pečic na dosegu rok, da se ne treba sklanjati. Sam tukaj imam jaz takoj pomislek, ne? Pečica seveda, ko dela, mora biti omara odprta, ampak to se pa ne zdi ravno praktično. No, to se mi zdi pa že praktično. To mi bo všeč. Dobiva pregled, izvedbo, tako da je uporabna varianta. Ja, vidim. In pa majčkan skrit in malce se skrije pred pogledi, kakšni obiski pridejo. Zapreva in imamo delno pospravljeno izvedbo. To je hiter pospravljeno. Ja, zelo. Odlično. Kaj imamo še kaj novega? Novitete so tudi v bistvu mogoče tele armature, gibljive, malce višja izvedba, sicer bolj predvidene za kakšne otočne izvedbe, zato ker imamo več prostora. Lažje se same kakšne mogoče večji, tukaj v tem primeru je magnetne ali pa potem tudi varianta izvlečnih izvedb. Prednost, še visok posoda, lažje se splahne. Ja, ali pa z otroke si lažje malo igrajo. Tako nekako, ja. V manjših kuhinjah lahko izkoristimo podnožje za dodatne predale. Električne vtičnice so skrite ali potopne. Vsi koti so izkoriščeni z vgrajenimi izvlečnimi policami. Luči so nameščene na napi, pod visečimi omaricami, v omaricah, pod robom pulta in v predalih. Barva svetlobe se lahko uravnava z daljinskim upravljalnikom. Kakšne barve prevladujejo pri slovenskih kupcih? So bolj pogumni ali bolj klasičari? Še vedno so majčkeno bolj klasičari, to pomeni nekako v belih, bež tonih, kakšna magnolija z kakšnim dodatkom lesa, v bistvu dekorja lesa. To gre bolj na modern stil, tudi pri klasiki se uporablja, oziroma kakšne klasične variante s podeželskim pridihom, ki pa so tudi že v modernih sivih, rdečih tonih in pa za dodatki potem teh marmoriranih pultov, ki so lahko ali v klasičnih laminatnih oziroma izvedbah, lahko je kamen, lahko je granit, lahko je kerok, kombinacija, tako da se dobi malo klasike, malo modernega. Ja, vidim, da ima tudi ta, rečemo temu, malo stilno arhaična kuhinja, vse, kar imajo moderne, samo maske malo drugačne. Točno tako in ravno tako, kot bi rekel, še dodatno kakšna špajza po domače, ravno tako hladilnik, ograjen, se skriva. Tako,
in pa spet kot nekak klasičen organizator z dodatnimi predali noter, soft zapiranje, praktičnost. In lepo skrito. In uporabno. Kaj bi moja babica dala, da bi tole bila? Malce moderne klasike.